Saudska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrein, Egipt, Jemen so v ponedeljek prekinili diplomatske odnose in prometne povezave s Katarjem, ki mu očitajo, da podpira terorizem. Tem državam se je pridružila še Jordanija. Poglejmo. Velik del flote Qatar Airways je prizemljene, gneča na letališču, vrste pred poslovalnicami letalske družbe, ki nima več dovoljenja za obratovanje v Saudski Arabiji. Qatar Airways is blocked in Saudi Arabia, so I have come to their office to accommodate me. They are trying to push me to get the money. Nadaljuje se pritisk na borzo v Dohi. Vrednost je začela padati doslej močnemu katarskemu rialu. Zaustavljen je izvoz aluminija, ki ga je Katar pošiljal v Evropo in Azijo preko pristanišč v Arabskih Emiratih. Če se v Doho dobrine ne bodo več stekale iz Saudske kraljevine, se bodo iz Irana. این بازبینی میتونه نزدیکتر بکنه دولت قطر رو به ایران و نزدیک شدن ایران به کشورهای خلیج فارس قطعا هم برای ایران خوبه هم برای این کشورها به ضرر کی هستش به ضرر اسرائیل. Iz vladarjeve palače v Dohi prihajajo spravljivi toni. Emir Al-Thani ne napoveduje povračilnih ukrepov, preostale države v regiji upajo na umiritev napetih razmer. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz ilgili ülkeler nezdinde ve diğer ülkeler nezdinde diplomatik temasları başlatmış bulunmuyor. Medtem ko ameriški predsednik svojimi čivki spor še podpihuje, pa je ameriška vojska, ki ima v Katarju 10.000 vojakov, bolj zadržana. Upa, da bo svojimi operacijami lahko nadaljevala. Ob konfliktih v Siriji, Iraku, Jemnu bi odprtje nove fronte na Bližnjem vzhodu namreč resno destabiliziralo celotno regijo. Ponovno pozdravljeni. Zdaj, zanimivo ob tem dogajanju v Dohi oziroma v Katarju je, da so katarski preiskovalci sporočili, da so bili žrtve kibernetskega napada, ki je z majsko objavo nekih lažnih novic sprožil spor med arabskimi državami in Katarjem. Preiskovalci naj bi povedali, da je za napad da je zopet odgovorna Rusija. V bistvu nekaj pravi Štino na to, da gre za neko ozadje, za neko tehnološko oziroma kibernetsko vojno ali gre za druge zadeve oziroma za novo fronto na Bližnjem vzhodu. Glede na zadnje podatke, jaz mislim, da tukaj ni bilo nič na tem oziroma da to vsekakor ni vplivalo na ozadje spora. Kaj je v ozadju spora, je zanimivo, da v slovenskih medijih ne dobimo pravih informacij. Tudi recimo ta dopisnica RTV Slovenija, ki se spozna na vse bližnjevzhodne države, ni povedala praktično nič, česar ne bi že prebrali na internetu. Tako da res ne vem, zakaj imaš človeka tam. Ampak pustimo to. Jaz mislim, da je treba pogledati malce v zgodovino, v ozadje. Namreč Katar je daleč najbogatejša država na svetu, na celotnem planetu, glede na BDP. Njihov BDP je precej višji tudi od vseh sosed, čeprav so tudi njihove sosede bogate z nafto. Ampak je daleč najbogatejša država. Če vemo, da so države na Bližnjem vzhodu nastajale zaradi različnih zgodovinskih okoliščin, torej zaradi različnih prepletov, vplivov bodisi kolonialnih sil po zlomu turškega imperija, bodisi določenih lokalnih dinastij ali lokalnih mogotcev. Torej, te države, ki so nastale, niso nastale zato, ker bi bile, ne vem, geografsko zaokrožene, ker bi govorile en svoj jezik, ker bi imele eno svojo kulturo ali kaj podobnega, ampak ne, združile so se povsem slučajno, kot da bi imeli mi, ne vem, da bi v Sloveniji bila severna, primorska in gorenjska ena država, potem primorska in notranjska druga, pa ne vem, Savinjske Alpe. Štajerska. Ja, niti ne cela Štajerska, zato govorim, da nimajo nobenih podobnosti. Vsi govorijo isti jezik in vse je isti narod. Zakaj to govorim? Zato, ker je Katar je v bistvu nastal po spletu okoliščin, da se ni pridružil Združenim arabskim emiratom po odhodu Britancev in je pač ostala država. To je država brez identitete.
Nobena arabska država nima svoje lastne identitete, razen mogoče Egipt, ki ima recimo zgodovinsko, lahko rečemo, identiteto. In zato nima kakšnih pametnih razlogov, da se krega s svojimi sosedi, razen ko gre za čiste interese, čiste interese določene oblasti. In tu jaz mislim, da je v ozadju tega nasprotovanja Katarju oziroma teh pritiskov je gotovo sosednje države na čelu s Saudsko Arabijo, njim gre v nos, da Katar po eni strani zelo izdatno financira določene skupine islamskih skrajnežev, recimo v Libiji ali v Siriji, in to Saudski Arabiji ni všeč, ker oni podpirajo svoje skrajneže, oziroma druge skupine in si malo drugače predstavljajo. Predvsem je problem to, da podpirajo muslimansko bratovščino, ker muslimanska bratovščina očitno je pač politična skupina, mislim, ne moreš jo uvrstiti med teroristične skupine, in to je takrat bil problem tudi v Egiptu, ker to so ljudje, ki pač hočejo z legalnimi sredstvi priti na oblast, medtem ko pač te teroristične skupine lahko umikaš po mili volji, ampak Andreja, ti si... Povej. Samo glede te muslimanske bratovščine. Muslimanska bratovščina je sicer deloma jo lahko imamo za skrajno islamsko organizacijo, vendar v svojem bistvu je nekakšen, če rečem, Caritas. Neka muslimanska organizacija, ki se bori za socialno pravičnost, za reveže in tako naprej. Hkrati se bori tudi za uveljavitev šeriatskega prava, in v tem se meša v bojih za oblast. Ampak je glede svojih stališč bistveno manj skrajna, kot so recimo mnoge skupine, kot so recimo Hamas ali recimo določeni sirski skrajneži, taki, ki jih podpirajo recimo Saudska Arabija. Muslimanska bratovščina ni tako skrajna, zato tu ne gre, da bi iskali razloge pri tem, da oni bolj podpirajo. Oni podpirajo svoje, Saudska Arabija pa svoje. Res je, mislim, prav zanimivo je, paradoks je, da je po eni strani Združene države imajo največjo vojaško bazo v Katarju, mislim, da 10,000 ljudi, hkrati imajo v Saudovi Arabiji svojo bazo, ampak da je do tega embarga oziroma do tega spora prišlo potem, ko je bil na obisku na Bližnjem vzhodu Donald Trump. Mogoče, Andreja, ti si bila tudi nekaj časa živela, mislim, da v Združenih arabskih emiratih. Jaz vseeno mislim, da je tukaj v zadju šejk in še nekaj, ki so glavni, ki odločajo, tako da ni to odločilno tistega cel narod, to je v bistvu 10% prebivalcev kot neti, vse ostalo je itak priseljeno, to se pravi manjšinski del, ki odloča in celoti vlada, da so šli v tak iskren ali pa v spor s sosednjimi državami, mislim, da... Mislim, sosednje države so šli v spor z njimi. No, ali pa spor z njimi, da so se odmaknili, ampak po eni strani tudi oni, da si se upali kaj takega narediti, točno vejo, kaj za njih pomeni ta osamljenost v tem delu. Tako da mislim, da zaenkrat bodo šli oni intenzivno, kar se tudi kaže v iskanje rešitev, ker to v resnici ne vpliva nobenega zelo dobro. Po eni strani bo blazna nestabilnost za njih, druga močna povezava z drugimi državami, tako da mislim, da v tem trenutku bodo vsi iščejo neko rešitev, ki bo predvsem ugodna tudi za Katar, ker se mu konec koncev to zelo poslovno in finančno pozna. Tudi vse sankcije, ki so jih naredili in vse ljudi, ki so od poklica z ostalih držav, ki se morajo vrniti v Katar in to v 24 urah, mislim, da so zelo močne. Je pa to vsem tak predel države ali pa sveta, kjer ni toliko demokracije ali pa nekega debatiranja, kot smo mi navajeni, ampak je samo nekaj ljudi, ki v resnici vsem tam odloča. Tako da mislim, da tle odzadaj malo več stvari, ki se dogaja in točno vemo, kaj mora biti tle, ni neka blazna demokracija. Ampak zdaj, seveda, Tino, gre za očitke o financiranju terorizma, v bistvu, seveda tu verjetno nobena od teh držav, tudi na drugi strani Saudova Arabija ni nedolžna. Je pa pomemben Katar zaradi televizijske mreže Al Jazeere, pa ne nazadnje tudi zaradi tega, ker financira gradnjo džamije v Ljubljani, oziroma financira precej, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu. Tino.
očitno, jaz mislim, da gre ta zunanja politika katarska mnogim v okolici v nos in da je to v bistvu v ozadju tega spora, da so se zdaj zaradi ene take razmeroma nepomembne stvari, da so tako šli na okope. Glede Donalda Trumpa in Amerike bi pa rekel, da jaz ne vidim kakšne velike povezave. Jaz mislim, da Donald Trump ni glavni akter tega konflikta, na kar namiguje tudi slovenski mediji. Ampak to je sam tweet, v Twitterju je to napisal, ne, da se že kažejo prvi rezultati njegovega obiska. Ampak to so bile provokacije. Jaz vseeno mislim, če je tako danes prišlo, da je moglo biti tudi nekaj med njimi dvomen, da bi se arabske države pustile toliko zavesti iz ameriške strani, ker vseeno so same dovolj močne, se med sabo podpirajo. Tudi vemo, kaj se je zgodilo pred leti, ko je imel Dubaj krizo, če mu ne bi Abu Dhabi pomagal, ne bi šel ven, zato so tudi glavne ceste imenuje po bratu sosednje države, to je bilo za njih velika želitev in tako naprej. Tako da ni se tako nedolžno in same so med sabo kar povezane in tudi vejo, da če ne bodo med sabo si pomagali, vse ne bodo obstale, ker imajo tudi svoje zakonitosti. Močne so, niso vsi tako navdušeni nad njim in vsi napihujejo, vsi grejo tja, v turizem se recimo tja seli in to tudi ogroža druge ali evropske ali pa ameriške države. Tako da vse mislim, da je tle v zadju nekaj drugega. No, ampak mislim, vendarle Tino, ključni očitek je podpiranje terorističnih skupin in pa predvsem podpiranje Irana, v bistvu strani Katarja. No, gotovo, tu težko rečemo, kdo bolj podpira teroriste. Zdaj to, kar dela Katar, je mogoče, tako kot jaz vidim, je gotovo malo bolj odkrito podpirajo teroriste in recimo bolj tiste skrajne, ampak ne gre pa za tako grozno razliko. Pa še to glede Donalda Trumpa, jaz bi rekel, da tisti sestanek oziroma tista njegova pot v Saudsko Arabijo je gotovo povezana tudi s temi dogodki, ker so se gotovo o tem posvetovali, ampak sama akcija je po mojem nastala na zelniku arabskih držav oziroma v Saudski Arabiji in so se potem Arabci med seboj dogovorili. Donalda Trumpa so pa potem na tem srečanju bolj vprašali, če se on s tem strinja. Zato se on malce hvali z vsem skupaj. Dobro, zdaj seveda, ampak vendarle sankcije so hude. Združeni arabski emirati so recimo uvedli 15-letno zaporno kazen za simpatizerje Katarja in Katarcem preprečujejo vstop v državo. To pa je problematično. Letalska družba, recimo Etihad in Emirates, vsem imetnikom katarskega potnega lista preprečujejo potovanje ali prečkanje Združenih arabskih emiratov. Tujci, imetniki vizumov za Katar ne morejo zaprositi za vizum Združenih arabskih emiratov in take podobne zadeve. Mislim, to. Taka stvari, ki se pa odločijo recimo in jih sprejmejo, pa v resnici moraš biti zelo strikten. Zdaj spomnim tudi za kakšne druge stvari, vedno so domačini imeli prav, da so prav domačini, mišljeno je recimo v Dubaju tistih 4-5% ljudi, imajo prednost pred tabo, tudi če bi v resnici kaj narobe naredili. In ko so taki zakoni ali pa tisto, kar reče njihov šejk, glede na vse bonitete, ki je dal jim v preteklosti, vse davke, ki jim je odbil in tako naprej, on je izredno cenjen, posod so njegove slike, kot pri nas v času Tita v resnici, Bog ne daj, da rečeš kaj proti njemu, on ima tudi vse prav, vsi njihovi zakoni, vse je najboljše na svetu, vse strogo upošteva, je v resnici bo to vzeto zelo resno, zato se tudi na drugi strani v Katarju zavedajo, kaj to pomeni, oni so pripravljeni, kot se zdaj bere na pogajanja, da izjava ni bila tanka, da je vzeto ven, se pravi. In zato se je Amerika ponudila, da bi sodelovala pri pogajanju. Zdaj, zanimivo je ta korelacija. Turčija je stopila pa recimo na stran Katarja, verjetno seveda Iran tudi. Turški izvozniki naj bi Katarcem pomagali pri hrani in vodi in tudi vojska turška naj bi v bistvu nastopila v teh na ozemlju Katarja. Američani ponujajo res medijacijo, sam po drugi strani pa res je, Američani imajo tam 8 do 10 tisoč pripadnikov vojske,
največje zračno oporišče na Bližnjem vzhodu in tudi recimo izstrelitvene ploščadi za to proti islamski državi. Ne. Kaj praviš na to, Tino? Kako se bo? A je to nov, ali lahko pričakujemo zdaj po Siriji neko novo fronto? Skoraj mislim, da ne, zato ker na vsaki točki zemeljske oble, ko pride do kakšnega konflikta, se velesile rade umešavajo. In tu je pač Rusija mora nekaj reči in se po mojem bolj zaradi tega tudi v sirski krizi velikokrat se povezuje recimo s Turčijo in Iranom, bolj zato, da gre proti Ameriki, torej zaradi tega ravnotežja. Da bi kaj hujšega nastalo iz tega, skoraj da ne verjamem. Tudi težko verjamem, da bi se Iran kaj bolj tu umešaval, ali pa Turčija, posebej pa ne vojaško. Jaz mislim, da je veliko več možnosti, da Saudska Arabija preprosto povsem zasede Katar, ne? Pa se ne bi nič zgodilo. Tako da jaz mislim, da je to bolj, da gre za določene pritiske, ki upamo, da bodo zmanjšali podporo teroristom. Ja, to je ključna stvar, ne? Ja, dejstvo pa je, da se proti teroristom ne borijo arabske države in muslimani, dokler se tega ne bodo. Kako komentiraš dejstvo, da v bistvu denar za te teroriste, ne, ki pač nastopajo v teh terorističnih akcijah na Zahodu, v glavnem prihaja iz Katarja ali pa iz Saudove Arabije. Mislim, nekdo jih financirajo jih, v bistvu direktno se dokazano je, da so pač prejemajo denar iz tega. Po drugi strani pa, ne vem, se Trump pogovarja o prodaji orožja tem državam. Ja, tu gre za sveto vojno proti kristjanom, ne? To je jasno. In res je, da Saudska Arabija podpira to, ampak velikokrat gre za določene bogataše, ki to financirajo, ne pa za direktno vlado oziroma za vladarsko dinastijo. Dobro, zdaj, Andreja, si hotel še kaj dodati, ali lahko gremo na naslednjo temo? Ne, mislim pa, da je logično, da bodo financirali iz tistih delov, kar govorimo o najbogatejših predelih in največ denarja. Čeprav mislim, ko je Tino omenil, da samo res en del bogataših so te močno prepleteni tudi z unimi glavnimi, tako da dvomim, da bi na svojo pest delali. Dobro, jaz predlagam, da naredimo pauzo, pa si potem pogledamo še nekatere druge medijske nastope Donalda Trumpa, predvsem pa kako mediji poročajo o Donaldu Trumpu.